če si ti napisal večino cajta preko četa, to ni non-stop tebi na voljo. V Soni dvorani tega ni. Dobrodošli na podcastu Nove univerze, Začuti novo univerzo, tokrat s študenti. Moje ime je Simon Ašič, sem študent Evropske pravne fakultete Nove univerze. Veliko čast in veselje mi je, da sem danes lahko z vami. Danes bomo govorili o temi, ki je zadnje čase zelo aktualna, mogoče buri duhove, mogoče gasi požare. Govorili bomo o umetni inteligenci, temi, ki je bila pred kratkim še znanstvena fantastika, sedaj pa je del vsak dana. Z mano sta dve izjemni gosti, Urša Ravnikar-Šurk, predsednica alumni kluba in diplomantka Nove univerze, in pa Neja Marc, prav tako diplomantka Nove univerze. Pa preden začnemo, bi vaju lepo prosil, če se še sami mogoče nakratko predstavite. Ja, lep pozdrav z moje strani, najlepša hvala za povabilo. Kako me je že Simon predstavil, moje ime je Neja Marc, sem diplomantka Evropske pravne fakultete in tudi aktivna alumni članica. In danes v bistvu sem nekako, če sem razumela, sem tukaj zato, da predstavim nekako svoje izkušnje z samim študijem pred umetno inteligenco in po umetni inteligenci, in res se zelo veselim, da bom lahko z vami delila svoje izkušnje. Lep pozdrav še v mojem imenu. Moje ime je Urša Ravnikar-Šurk. Sem tudi diplomirala in magistrirala na Evropski pravni fakulteti Nova univerza. Jaz sem pa pravzaprav tudi bolj predstavnica še faze pred uveljavitvijo umetne inteligence, tako da se prav veselim tega pogovora danes. Super, hvala. Pa da pribijemo let. Mislim, da se vsi strinjamo nekako, da umetna inteligenca prinaša nove, dobre zadeve, hkrati pa tudi mogoče nekako izzive. Kaj se vam zdi, kakšni so izzivi, a se vam zdi, da se študente preveč zanašajo mogoče zdaj na umetno inteligenco, da je to pač nekako rato zdaj neka bližnica. Pa mogoče, Urška, če ti za začetek deliš, kako je bilo pred tem časom umetne inteligence. Moja prva tako izkušnja je bila, kako smo pravzaprav mi sploh iskali literaturo, kaj so bili glavni viri, kako smo pravzaprav prišli sploh do tega, kaj je bilo pomembno, kaj ne. Literature v študiju prava je ogromno, veliko knjig, ogromno zakonov, še toliko več komentarjev, ki zraven pridejo, ogromno sodno prakso in vse. In meni je zelo na začetku pravzaprav pomagal, mislim, da je bila prva ali druga ura, ko smo imeli za predavanje, bil pravzaprav metodološki seminar od profesora Avbla. In smo mi takrat še prvo čisto sveži študenti, smo se sedeli in smo mislili, kaj bo pa zdaj profesor Avbl nam povedal. In smo šli pravzaprav čez vse te možne portale, kaj ne, kako se išče, in sem pošle tudi v sami praksi izvedela, kako pravzaprav je to dobro, da posameznik zna poiskati, kje pa kaj. Ogromno je bilo seveda obisk knjižnic, še ko sem jaz pisala diplomo in takrat mislim, da je glih COVID udaril, Ko sem jaz tiste knjige, smo se mogli naročiti in vse, in ko sem jaz tiste knjige domov trogala, sem imela pol knjižnice doma, če sem le lahko, Tako da to se prav spomnim, da tega bilo ogromno. Največji nasvet, ko sem ga pa vsakič dobila, vedi, kje išči, pa kaj išči, Ker jaz se spomnim, da že to, da si imel nek dokument, ki si lahko dal CTRL-F, pa da si iskal tisto določeno besedo, je ogromno pomenil. Tako da veliko literature, ki vemo, študi prava, kot sem že prej rekla, je ogromno tega, Tako da to vem, da je bilo kar. Torej je bilo v bistvu zelo tako, da se izrazim manualno. Če bilo treba iti v knjižnico, je bilo treba najti te knjige, jih prebrati, najti zadevo, ki te zanima dotično. Veliko samoiniciative pravzaprav, tudi sam študij je ful veliko samoiniciative. Je pa ful pomagal, če si imel dobro družbo, dobre so študente, ki so ti pomagali, če ne saj pri iskanju, če ne saj tisto. Jaz sem pa slišal, kje je to dobro, daj ti posodam to knjigo. Torej tudi v bistvu dosti sodelovanja med študenti. Ja, kar opažam, da je velikrat
problem v mlajših generacijah, vsak, ki pride do mene pa vpraša po nasvet, naredite si svoj krog prijateljev, šerite zapiske, imejte neko družbo, ker pač lahko pravzaprav si pomagate, pravniki, to nam primanjkuje. To je, no ne, pa da se navežemo na to, a se ti zdi, da je res tako, da v bistvu, no, kako si ti mogoče ta prehod razumela oziroma dojela, ti si bila v tem času, ko se je nekako razcvet začel, pa se je res nekako potem ta osamitev začela dogajati, no, kakor je Urša rekla. Ja, jaz sem v bistvu imam srečo. No. Jaz sem ta stik z umetno inteligenco doživljala zelo postopoma, ker jaz sem dodiplomski študij dejansko opravljala online zaradi COVID krize. Tako da smo bili že v času študija primorani uporabljati določene digitalne vsebine oziroma digitalne pripomočke oziroma pripomočke tudi umetne inteligence, tako da v bistvu ta post-covidni boom umetne inteligence ni bil neko presenečenje, ampak smo bili nekako že pripravljeni na to. No. Zdaj, mogoče bili smo sicer v času digitalnega študija omejeni z viri, torej vse je bilo online. Sicer imeli smo tudi mi metodološki seminar pred covidom v prvem polletju oziroma prvem semestru, kjer smo bili seznanjeni s temi torej bazami podatkov, ampak potem tudi v času študija, torej digitalnega študija, smo bili strani fakultete torej pozvani, kjer lahko dobimo dodatne podatke. Imeli smo tudi dostope torej izredne dostope do nekih baz in tako naprej. Tako da smo se mogli kar znajdeti. Ampak ja, še vedno je bil sam študij usmerjen v to, da si ti analiziral podatke, pa da si dejansko zadevo prebral, izluščil bistven del, znal analitično ovrednotiti zadevo, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Pri tem je pa tudi pomembno to, da si tudi podzavestno dejansko vsrkal informacije, ki so se ti trenutno niso zdele pomembne, ampak nekoč si jih potem uporabil. Torej, podzavestno si se nevede delal svojo bazo podatkov v glavi. In to je zdaj neka prednost, po mojem mnenju, tega manualnega oziroma tega plastičnega študija, ki smo ga bili deležni. Oziroma, ja. Torej bi mogoče rekla, da zdaj nekako manjka ta analitika, ta analiza. Ja. Jaz mislim, da ja, sicer časovno je zelo naporno, če moraš veliko količino podatkov prebrati v kratkem času, ampak če postavimo nekako na tehnico, ta časovni vidik, pa dejansko učinke, prednosti, ki jih to prinaša, naprimer neke mehke vrednote, neke mehke metode, naprimer kritičnega razmišljanja, same širine besedila, širine znanja, je to dejansko odtehta ta časovni vidik, vsaj po mojem mnenju. Bi se strinjala? Jaz imam občutek, da zdaj problem je pri tej samostojnosti, jaz vidim zlasti, zaradi tega, ker pač posameznik pravzaprav je tisto, ok, v redu, sem dobil neko nalogo, bom jaz to zdaj dal v chat, bom on meni to napisal in zadeva je to. Niti ne. Pravniki, jaz sem šla študirati pravo zaradi tega, ker mi je bila vedno zanimiva argumentacija, razmišljanje, kje najde tisto zadevo, ki bo glih na moj case pasala. In pač to nam hitrejši dostop in učinkovitost nam omogoča, ampak problem je v tem, če posameznik ima dostop do vsega tega, ampak ne zna pravilno pa uporabiti to. Tako da to je pravzaprav moje to kritično razmišljanje do same uporabe ali chata ali katerekoli druge umetne inteligence. Mi je pa všeč učinkovitost, hitrost, ampak ali zna tudi sam chat to kritično opredeliti in razmišljati. Vidim to kot odličen pripomoček v smislu iskanja, baze, ne rabiš čez cel sodstvo, da vse skozi, sodna praksa, .si pa vse te zadeve, ampak pa lahko pa to hitreje to narediš. Torej bi, rečemo, priporočali nekako mogoče nam, ki še kar študiramo, da uporabljamo, ampak mogoče nekako še vedno knjižnica je ta glavni vir, kjer lahko dobiš cel ta paket, v bistvu, da ne fokusiraš samo na določeno zadevo. Okay. Morbiti uporabljaš umetno inteligenco za iztočnico, torej za prvi korak. Ne, torej pri iskanju virov, pri iskanju idej, ampak ob zavedanju, da tudi umetna inteligenca dela napake, torej lansirati informacije na podlagi pač nekih teh ključev.
Vendar vemo iz prakse, da so lahko tudi te informacije nepravilne, napačne. Torej, lahko si izmisli zakon, lahko si izmisli člen, naprimer, pa moraš ga znati vprašati. Ja, to se kar dogaja, no? Lahko jaz povem eno anekdoto, ko sem delal na seminarsko nalogo, pa potem je bilo v bistvu nekako tako, da sem pisal en člen, sem hotel navedeti in vprašam jaz tega četa, seveda, pa nekako potem ugotoviš, da ta člen ni bil prav, ne. Sej na koncu me je profesorica popravila, hvala Bogu, da jih imamo še vedno, ne. Tako da ja, no. A bi mogoče pa potem, da se navežemo na to, ker ste obedva omenili nekako te mehke veščine, a se vama zdi, da mogoče umetna inteligenca ali pa ChatGPT, no, če se že fokusiramo na njega, nekako ogroža kakovost študija prava? Jaz mislim, da ja. Ampak, kot sem rekla, vidim sam chat, pač, če govorimo specifično o chatu, odličen pripomoček za iskanje vse, ampak jaz vidim, da pravzaprav pravniki govorimo, pravo je družboslovna zadeva, argumentiramo, debatiramo in tako se pravzaprav samo pravo razvija. Glede na potrebe družbe se uzakonijo določene zadeve in podobno. Tako se pišejo pravne norme. Tako se razvija sodna praksa glede na primere, glede na družbene razmere, kaj družba potrebuje in kje je kritika družbe, ne? Kriza družbe. Ampak ne glede na karkoli, to je ta največji problem, ki vidim kot prednost, da če nimaš družbe, da si, ne vem, da študiraš nadaljavo, da si v tujini, to je hitro dostopno. Tvoji prijatelji tebi niso trenutno takrat. Je hitra odzivnost, je tam, je na tvoji dlani. Ampak ne glede na karkoli, pa ne more nadomestiti človeškega stika, etike, kritike, samorefleksije tudi, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo in iz tistega vidika mi je zanimivo, do kere meje je to sploh upravičeno uporabljati. Iz tistega vidika, kot sem že prej rekla, chat napiše, bomo dal seminarsko. Kaj si ti dejansko naredil tam? Kaj si ti prispeval? Jaz sem vedno od kjerokoli tako delo, tudi ali pri vlogah, ali pri seminarskih, diplomska, magistrska, seveda, to je moje delo. Jaz sem pod tem podpisana in jaz moram za to stati. To so moje besede. Seveda si pomagaš z iskanjem virov. Navajati moraš vedeti, citirati jih moraš. Kako bo pa to s chatom, ker vem, da ga morajo že nekateri seveda že znati citirati in vse, ne? Morajo navedeti, da je bila umetna inteligenca tle uporabljena, naprimer, ne? Pa treba se tudi vprašati, kaj je bit študija, torej namen študija, ne? Je dodana vrednost dobiti nekaj več, to je nekaj več od gimnazije, srednje šole, ne? Kaj pa je to dodana vrednost, je kritično razmišljanje, retorika, analiza podatkov. Če tega v bistvu ne dobiš na faksu, potem ni neke dodane vrednosti in ni bistva študija, ne? Predvsem prava, ne? Ker pri pravu, kakor je rekla kolegica, je retorika bistvena. Bistveno je, da znaš argumentirati svoje stališča, razmišljati hitro, imeti neke povezave v glavi, ki si jih narediš samo preko branja in analize podatkov, ne? Seveda pa pač uporabljaš lahko chat oziroma umetno inteligenco za pripomoček, da lažje dobiš, ne? Torej, da imaš dodaš neko dodano vrednost, ne? Kot neko dodano vrednost. Seveda pravilna uporaba in si dejansko s tem, če ti znaš pravilno uporabljati zadevo, bolj konkurenčen na trgu, ne? Če jo znaš uporabljati, pa kritično razmišljati, pa imaš vse te neke vrednote študijske oziroma iz faksa, je to dobra Torej v bistvu smernica. ChatGPT oziroma umetna inteligenca kot uporabiti kot orodje za iskanje virov, za iskanje neke literature. Iztočnica za nadaljno raziskovanje, moje mnenje, tako no. Če smem tle nekaj dodati, ideja, jaz, ko sem zdaj v cajtu tega pravosodnega in vse, ne, meni je bilo vedno zanimivo, kako so nas pravzaprav na teh okroglih mizah pa to spodbujali, dajte se skupaj z nekom učiti. Ok, super. Zato pa tudi, če ni pravnik, ne vas partner, sestra, brat, kdorkoli, ne vas nekdo sprašuje, kaj pa je to, da ni takrat, ko prvič priješ na pravosodni izpit, da ni takrat, da prvič da spregovoriš. Jaz vidim chat kot zelo dobro iztočnico mogoče tlele. Seveda chat je treba hraniti s podatki in vsema, ne. Daš noter svoje lastne zapiske, jih pretipkaš, vložiš noter in on te pravzaprav na podlagi tega sprašuje. Saj tako, in pač pravzaprav tako dobiva saj nek minimalni feedback, da pravzaprav vidiš, a se ti se v ta pravi smeri učiš.
Da niso, jaz se spomnim, sem se včasih tisto listek, napisano vprašanje, obrn, ok, ja znamo ali ne. Ampak je dobro, pravniki govorimo, retorika, tega nam veliko primanjkuje. Smo družba, ki smo večinoma zdaj na računalnikih, telefonih in vse, ta stik nam manjka, ki pa pač je glavni del prava. So človekom v bistvu biti nekako povezan, znati prebrati mogoče tudi kakšno telesno govorico, mimiko obraza in tako naprej. Ne, ja. Torej bi se strinjali, da nekako predvsem pri pravnem izobraževanju, študiju je pomembno to, da se še vedno ohrani nekako ta knjižnična, plastična, manualna smer in način učenja. Pak bi pa vsem rekli, da se da uporabiti umetno inteligenco kot nekaj dobrega. Definitivno, ja, ker pač je zelo dober pripomoček, vodič, odlično izhodišče, ne? Definitivno. Ampak da bi pa pravzaprav nadomestil kot celoten študij ali pa kaj tazga, jaz tega ne vidim zaradi tega, ker preko tega, ko imamo mi izpite, pisne ali ustne, mi dobimo, pa če gremo na pogled, dobimo tudi nek feedback od profesorja seveda. Mi tako pravzaprav se izoblikujemo pravnike, meni je bilo vedno, ne vem, pri določenih predmetih všeč, ko smo bili esejska vprašanja. Dejansko je profesor videl, kako študent razmišlja. In kje boš pa ti na izpitu to lahko, če se učiš sam preko četa? Ravno to je v bistvu nekak, ni tega procesa, ne, verjetno. Izoblikovanja, ja, tako je. Ja, ok, no ne, ja, da tebe, ti si pripravnica, ne? Ja. Če prav razumem, a se uporablja chat v pripravništvu? Jaz osebno ga ne uporabljam, tudi ne poznam kolege, da bi jih uporabljali. Uporabljamo sicer te podatkovne baze, sicer pač, ki so javne oziroma znane, ampak jaz osebno zdaj nisem še uporabljala chata, tudi nimam ga namena, ker malo drugače gledam na celotno stvarno. Raje iščem na ta strn način podatke. Zato, ker vem, da bom več iz tega ven vzela. Jaz osebno pa bom več si zapomnila zadev, pa dobila nekih tudi novih informacij. Pa tudi širila, bogatila svoj besedni zaklad, način izražanja pisnega, tudi ustnega, ne, kar mislim, da tudi pri mladih je zdaj problem. Mislim, da sem brala zadnjič neko raziskavo, ki je dejansko je bilo pokazano dejansko, da je velik upad v sami pismenosti, opismenjevanju mlajših generacij, kar je zelo problem, ker te mlajše generacije bojo nekoč prišle na faks. In če so že zdaj nekako soočene z umetno inteligenco in ne znajo razmišljati, ne znajo zadev kritično se opredeliti in vedeti, kaj je dejansko realna informacija, kaj je pa fake news, je zelo, po mojem mnenju, zelo kritično. To je dobra zadeva, ki si je izpostavila, da nekako se že v nekih osnovnih šolah, srednjih šolah to začne, ne? In potem, zdaj jaz vidim, mi smo tudi nekako to prvi, drugi letnik faksa dobili možnost uporabljati umetno inteligenco in je, bi rekel, no, se mi zdi nekako upadla kakovost študija s tem, ker res prideš takoj od problema do zaključka, ne? Ni te vmesne poti, ki jo konstantno omenjate. In je se mi zdi težava, no, sploh pa pri mlajših generacijah, ki prihajajo, se mi zdi, da bo to mogoče še hujš, no, ker ne vem, konstantno se vrtimo okoli teh mehkih veščin, ne, etika, analiza, komuniciranje, retorika, ne. A se vam zdi mogoče, da je to, mogoče Urša tebe vprašam, ker si zdaj na poti do PDI-ja, ne, a se ti zdi, da je to zelo pomembno, oziroma da bo čez čas ali pa v teh časih, da je to še pomembnejše, te mehke veščine? Jaz se spomnim, imeli smo en kongres ali neki na to varianto je bilo, pa sem se pogovarjala z enim starejšim odvetnikom in so rekli, zanima nas nekaj, a si analitična oseba, a znaš ti se lotiti spisa, in so rekli, a veš, kolegica mlajša, kje je pa včasih ta največja catch, po domač povedan, iti preko spisa. Iti, da greš na tiste dodatne zadeve, da ti najdeš, kje bi ti lahko še ti boljš pomagala stranki, jo lažje zavarovala in vse. Če tega ne more. Mi nahranimo ga, kar ima. Ampak se mi zdi, da, če smem, da v bistvu zdaj nekako mladi, bi rekel, če bo prišel nek mlad v odvetništvo, pa
pa bo potem mogel iti čez spis, bo to prekopiral, vrgel v chat, bo bil izpostavil mi glavne točke, a ne. In to je to, ne, kar si v bistvu izpostavlja, ne. Chat ne bo naredil tega, da bo ta dodana vrednost, ko ti vidiš, kje lahko še nekaj obrneš, mogoče dodaš, a ne. Tako da ja, no, to je zanimivo. Zdaj pa, Manjka ta življenjskost četa, Ja. tega, kar dejansko mu ne moreš dati. Ne. To, da si pač ti oseba, pa drugače gledaš na življenjskost primera. Ne. Kar v bistvu ohranja pravnike pri življenju. Ne. Tako da ja, mislim, da to manjka. No. Ja, ta osebnost mu pravzaprav manjka, ja, ta človeški stik, zaradi tega, ker pravzaprav chat, ti mu postaviš dejstvo in ti ga pravzaprav na podlagi tega mu daš neko določeno informacijo, ne vem, najdi mi primer, v katerem členu je stvarna napaka, ne? Opredeljena, kako lahko to rešimo, to pa pa tret. To lahko zanalizira, ampak a bo on potem znal to aplicirati na tvoj primer, potem pa še sodna praksa, ti moraš pravzaprav, včasih se spomnim tako, namesto da bi vpisoval podatke, namesto da bi postavil smernice, ga porinil oziroma usmeril v določeno smer, a ne, kam ja, pa kaj ne, pa kako bi raje to povedal, kako se ne do tega izrazi, pa se bi človek lahko že prej sam naredil. A ne? Pri določenih primerih ja, kot sem rekla, pripomoček in vse, ampak pa ko se pa spomnim, da so tudi, ne vem, take velike baze, kot jih imamo od portalov, ki so nam na voljo, tega je ogromno veliko, se nimamo ipak samo sam chat, ne. Poleg tega se spomnim, da sem glih zanič pred kratkim videla, da so rekli, da za chat bodo ne bi omejili, da ne bi, ne vem, bo to sam za plačljivo verzijo, ker to je tudi pravzaprav, ne, da lahko stvar debate. Ali bo študent, če se vrnem na študijsko pot, imel samo online free verzijo, ne, ali bo pa potem diskriminacija študent, ki bo pa lahko dal za plačljivo verzijo, ne, pol je tudi tlele en ima prednost, en pa nima. Do problema diskriminacije, ne, to je res, ja. Točno tako, ja. Ja, se v bistvu res, ja, pa no, da se navežem, ne, ni samo chat, ne, umetna inteligenca je ogromna zadeva v resnici, ne, a se vam zdi mogoče, da bi znala nadomestiti študente ali pa pravnike mogoče umetna inteligenca v prihodnosti, ali bo vseeno ta, ravno to, kar smo omenjali, čez cel čas mehke veščine, sposobnost komuniciranja, prepoznavanja sočloveka, da bo to vseeno ohranili, tako kot si ti Neja prerekla, pravnike žive. Ja, jaz mislim, da ne. Jaz sem še zmeraj tega prepričanja, ja, ljudje iščemo neke krajše poti, je to v naši naravi, ampak mislim, da res kvalitetnega pravnika delajo ravno te veščine. Ne. In tudi, če boš ti lansiral chat v umetni inteligenci neke podatke, kot je Urša rekla, on ne bo razumel določenih vidikov, aspektov, ki jih pač mi razumemo. Ne bo mogel priti do nekega zaključka, ki bi ti želel ali kakorkoli. Ne. In pravo je življenjsko. Ne. Vsi primeri, s katerimi se ukvarjamo, so življenjski primeri, so primeri tvojega soseda, tebe, tvoje mame, kakorkoli. In tukaj moraš imeti to noto. In tega jaz mislim, da roboti oziroma umetna inteligenca se ne bo mogla naučiti, ker se pač uči prek algoritmov, ampak ti čustev nekih pristnih, ki jih imaš prirojene, kakorkoli, ne moreš dejansko dati robotu. No. Jaz mislim, da je dejansko ta človeško življenjskost bo nas pravnike nam ohranila delo. No. Kar se tiče pa analize, pa ja, lahko uporabimo kot pripomoček, sicer zelo previdno, rečemo, uporabimo tudi stresočo roko, ne, ampak pač definitivno olajšati, kjer se lahko, ampak še zmeri pač z neko distanco, no, po mojem mnenju. Jaz bom tako rekla, iz vidika, ker prihajam iz odvetništva, jaz velikokrat vidim, ko pridejo k nam kakšne stranke, seveda se zadeva začne s posvetom, kaj so možnosti, kaj lahko ukrepamo in podobno, kako bomo naprej postopati. Včasih zelo pomaga, ker se vidi pravzaprav pri strankah, ne vem, kje je njihova kriza. Ko se pravzaprav ta človeški stik, ki čuti se v sobi, ali mi je hudo, ne vem, da je bila, ne vem, odškodninska zadeva, ali da je bila, ne vem, kakšni stiki z otroci, to se čuti, to se vidi in to ne more chat kar povzeti, ne. Naprimer, iz vidika sodišča, ne, sodijo nam enaki, ne. In meni je bilo zelo všeč, naprimer, to moram pohvaliti, ker je bil en dogodek zdaj pred kratkim tudi na naši fakulteti,
ki je bilo tudi, ali je moj sodnik lahko AI, odlična druga zadeva. In prav tako mi je všeč, kako se je tudi naša fakulteta, oziroma nasploh univerza, lotila te zadeve. Niso bili prestrašeni pred umetno inteligenco, kako bo to stopila. Ne, tega so se lotili na pravilen način, vsaj po mojem mnenju, da pravzaprav to je prihodnost. To bo tle z nami ali brez. Dajmo se tega dobro lotiti v tistem smislu, da bomo s tem pravzaprav skupaj stopili v korak. Ne pa, da pravzaprav se tega bojimo, ker ja, za določene stvari, mehne zadeve, bo seveda, mislim, da umetna inteligenca lahko nas nadomestila. Za te posvete, za te pisanje dolgih vlog in podobne zadeve, zastopanje na sodišču, kako bo to izgledalo? Mogoče bodo roboti, pa potem tako, da bo prišel robot, bo rekel, ja, dober dan, moje ime je robot 1. Scary. Ampak že, če pa pogledamo iz sodniškega vidika, ne, presoja dokazov, koliko je dejansko pomembna ta neposrednost, ker naprimer pač imaš pričo pred sabo. Ne. Ker dejansko vidiš lahko veliko tudi iz fizične mimike razbereš, ne. Ali mogoče je tisto, kar je izpovedala dejansko resnično oziroma tako naprej. Ampak je ta osebnost je v pravu pomembna v vseh po mojih vidikih in v tožilstvu, sodni pa v odvetništvu. Ker v bistvu na osnovi teh dokazov, ki jih ti presojaš, dejansko napiše sodbo. Ne? Torej je dejansko ta človečnost toliko pomembna od tehta. Ne, na koncu. In to se v bistvu, ne, da se vrnem nazaj na študij, že čez celoten študij razvija, ne? In če tega ni, potem zna biti kriza, ne? In z odvetniki, in s sodniki, in s tožilci še večjo, kot že je, ne? Verjetno. Pa bomo mogoče res mogli potem premisliti, če bo nas sodnik AI, ne? Ali pa. Tako da to mogoče je zaskrbljujoče, da se res mladi toliko poslužujemo tega, se ne bom sebe izvzel, sem tudi jaz krval pod kožo, ampak ja, no, v bistvu bi potem rekel, da kot orodje se umetna inteligenca ne se uporablja, tudi pomoč pri študiju, pomoč iskanja virov, kot neka bližnica, da prideš pa hitreje do rezultata, pa verjetno ne. Sej, kot si rekla, ja, ljudje iščemo bližnice, ne, kaj misliš, da Urša, da bi pri vas prav tako vaša generacija zagrabila za to? Ali? Ja, jaz vidim že ogromno ljudi si poslužuje, ne govorim sam tako, ne vem iz svojega foha, ne, ampak da je, reče, ja, sem pa chat vprašal, pa to mi je tako povedal, ampak pa tudi tako, ko se vidi, kako oni, prav je pravilno vprašati, pravilno nastaviti smernice in pravilno iz tega izhajati. Pravilno si to tudi razlagati. Chat lahko gleda takole, ampak pravnik mora pa pravzaprav takole gledati. Skoro nazaj videti. Ja, da saj ne 2 koraka vnaprej treba marsikdaj razmišljati, še posebej na sodiščih, a ne pač pri kakšnih zaslišanjih ali pa podobno. Ampak bi se pa rada na tvojo zadevo navezala, zaslišanje prič. Kako pravzaprav bi to umetna inteligenca vrednotila, pa v kazenskih zadevah, da bi lahko pravzaprav presodili, ali je tisti dejansko kriv oziroma če se je bil obtožen kaznivega dejanja. Ne? To mene zanima, kako bi pravzaprav tle postopala. Ne? Jaz mislim, da je zelo težko, ker je tle res tista človeška nota. Vsaj, kar jaz zdaj vidim, je res tako pomembno. Jaz mi zdi včasih, ne, je tudi v bistvu se odločiti, ne, je težko, ne, mogoče imaš 2 zelo podobna primera, ne, ampak sta lahko konkretno različna. In zdaj, naprimer, umetna inteligenca bi rekla, ta je bil isti kot ta, oziroma podoben, dajmo narediti na podoben princip, pa ni nujno. Ne? Lahko je v sodni praksi pa to totalno drugače zadeva. Ne? In zdaj to je pa ta človečnost. Pa tudi novi precedensi, a ne? Odstopanje od starih, pa ustvarjanje novih. Pa še tisto, bi rada še nekaj dodala, glede na prejšnjo vprašanje. Jaz opažam, da pravzaprav pri nas se bolj poslužujejo teh portalov. Za iskanje baze pa to, ker vsi vemo, v kateri pravu so ta najbolj poznani in so zelo pohvalni in si jih velikrat kopač reče, no to sem pa najdel tam, pa je bilo res dobro, pa za analizo ti zelo pomaga. Kot sam chat, tako niti ne, vem pa, da obstaja strani tudi umetne inteligence ogromen teh zadev za vodenje pisarn,
pa take zadeve. Tega pa portali oziroma ogromno jih vem, da sistemsko obstajajo. To pa vem, da si znajo poslužiti. Sam to meni se ne zdi sporno in smisel, da ti neko administracijo ali pa kaj tazga uredijo. Ja, torej te nekako osnovne naloge, Ja. urejanje dokumentov in tako naprej. Kaj pa naprimer diplomsko, magistrsko delo? Ne, a ti si letos ali pa lani zaključila, ne? Ja. A ti je pomagal kaj chat? Ali? Iskreno ne. Ne. Jaz sem šla še po starem kopitu. Res plastično, z literaturo, e-oblika, fizična oblika, res nisem se tega poslužila, ker sem res, kako je že Urša na začetku omenila, jaz tudi stojim za tistim, kar podpišem in je 100% odzadaj. Torej, to je delo mojega uma in tukaj stojim. In res ne bi dopuščala, da bi bil vsaj kakšen delček ne moj, avtentičen, torej, da ne bi šel čez moje misli, tako bi bilo zelo težko. No. Pa se bi ti zdelo sporno, naprimer, če bi nekdo napisal magistrsko s veliko pomočjo chata, pustimo pač, da si samo kot orodje pomaga, ampak da bi mu chat napisal skoraj celo, on bi samo določene stvari popravil, potem pa bi isto magistriral kot si ti, med tem, da si ti ali pa tudi Urša ti, pač, da ste pa vidve pa to pač naredile in je to vajn produkt trdega dela. In jaz mislim, na nek način je sporno, ker v bistvu pol ne moreš ti enačiti mojega znanja, Uršinega znanja, pa znanja ene tretje osebe, ki je naredila s chatom. Sicer mislim, da to ni možno, ker imamo toliko nekih sistemov za pregledovanje. Definitivno je pa to, če ga uporabiš, ni nič narobe. Pač citiraj. Naša fakulteta ima v navodilnih, kako citirati, če uporabiš chat. Torej, ni nič narobe, saj fakulteta spodbuja, vendar toliko v tolikšnem delu mora biti naloga avtentična in lih to je ta neka dodana vrednost tvoje naloge. Torej, da ti nekaj doprinese znanosti. To je bistvo cele magistrske naloge. Niti zdaj to, da pač ne vem, neki uporabiš, kar je bilo že narejeno, ampak je pač neka dodana vrednost. Jaz mislim, da pri tem morajo biti študenti se morajo zavedati tudi posledic, ki to prinaša. In tudi, ko uporabljajo, morajo biti do sebe iskreni in iskreni do drugih. Torej, da pač dejansko je to tvoje ali pa pač dejansko je to napisal robot oziroma umetna inteligenca. Mislim, da gre tle bolj za notranjo presojo posameznika tudi, koliko se bo dejansko nekdo, oseba A, ki je napisala pristno sama, šla čez literaturo, ki je bila ali online, ali v knjižnici, kjerkoli, ali pa oseba B, ki je pravzaprav 75% pisala še eno. Itak gre zadeva tudi skozi plagiatorstvo, to imamo sistem za preverjanje, ki je procentualno smo omejeni in vse. Ampak v prihodnosti bi znali se to pač toliko bolj razvitne. Absolutno. Ampak mislim, da je bolj stvar notranje presoje. Bolj pa bi jaz tako rekla, to je pa potem, kako se reče, playing the long game. Čez cajt se bo pokazal, koliko je oseba bila, da zna biti dosta analitična, da zna se zadeve pravilno lotiti, kako bo se ona lotila določenega primera, od pisanja sodb, do vodenja postopkov, do pisanja vlog ali pa druge zadeve, ki so v gospodarstvu, ne vem, določeni projekti in podobno. Če si ti napisal večino cajta preko chata, to ni non-stop tebi na voljo. V sodni dvorani tega ni. Ja. In to se bo pravzaprav šele pokazalo, kako je posameznik se skozi študij, skozi prakso, pripravništvo pravzaprav izpilil. Kakšen pravnik se je izoblikoval. Tako da mislim, da bo to kar nek faktor. Ravno to, kar si omenila, je v bistvu v sodni dvorani chata ni. To se mi zdi, to je ena stvar, ki sem tudi sam v bistvu izkusil nekako, probaš kakšne govore ali pa kaj napisati s pomočjo chata, potem pa, ko prideš pred množico ljudi, tam ni telefona, ni chata in se moraš znajdeti, prilagoditi, videti ljudi, njihovo obrazno mimiko in se pač množici prilagoditi in zdaj nimaš časa na chat napisati, zgledajo zdolgočaseni, prosim, če spremeniš. In to je ta prednost, verjetno res tega plastičnega študija pred ChatGPT-om. Je pa najbrž tudi razlika, če ti nekaj napišeš sam ali pa ti napiše umetna inteligenca. Če ti pozabiš, boš vedel, zakaj si tam, kaj si pisal, boš najdel neke povezave, se boš ven zvlekel, če tako lahko rečemo. Če pa umetna inteligenca in nisi bil ti tam dejansko miselno, v miselnem procesu,
bo zelo težko se ven spravo. Mogoče se še navežem na Uršo, ki je rekla, da je stvar osebne posameznika. Ne? Ja, definitivno. Stvar posameznika je, ali bo vzel umetno inteligenco kot orodje ali kot neko krajšo pot. Ne? To je pa spet na študentu oziroma na posamezniku, kako bo to orodje uporabil in to bo se izkazalo čez 100 let, koliko je dejansko njegova odločitev bila pravilna ali pa pač ali ne. Torej, da popravimo tezo današnjega pogovora, ne od knjižnice do ChatGPT-ja, ampak še vedno v knjižnici s pomočjo ChatGPT-ja. Verjetno bi se bolj strinjali s tako tezo, kot tem, da je prešlo od knjižnice do ChatGPT-ja. Definitivno. Mislim, da je taka teza bistvo bolj dobrodošla, zaradi tega, ker to ne bo pripomoček, orodje. V minimalnem pomenu so študentstvo lahko mogoče, ampak ne pa, da bi to dejansko namesto tebe študij naredilo. Ker mene bi bilo strah, da bi mene nekdo zastopil ali mi nekdo sodil, ki je pač, jaz se opravičujem, sam da chat vprašam. Ja. To ni malo sporno. Malo je bizarno. Jaz razumem, jaz sem tudi že chat vprašal, ampak tako v vsakodnevnih zadevah, pa to razumem. Čevlje obutane. Ali to paše s to torbico? Ne, tako da mi kaj poenostavi ali pa kaj razloži, to ja, ampak ne vem, ideje za gore, take zadeve, res minimalno, ampak ne pa, da bi jaz to tako imela mail, pa chat, pa gremo. Razumem pa, da če ti pa to skrajša delovnik, pa da niso ne vem kakšne wow zadeve. Da ni neki strokovno preveč, verjetno. Potem ni najbolj sporno. Ne, to pa ne vidim. Prav jaz vidim chat kot dober pripomoček za prevajanje. To pa je dober pripomoček, to se pa tudi jaz včasih poslužujem. Res moram reči, da tudi prevodi so super. No. Tako da ta zadeva je kar v redu, se mi zdi. No. Če rabiš res v hitrem času nekaj prevesti, pa to se mi zdi ena dobra stvar. No, ravno to, v bistvu te neke osnovne naloge, pač to verjetno ni sporno. No, pa da se dotaknem, ker si še rekla, so študent, torej zdaj nekako se zelo vzpostavlja ta študij nadaljavo, levo, desno, da se čist na koncu sam tega dotaknemo. A se vam zdi, da se je z umetno inteligenco to še povečalo? Ali da se v bistvu nekako z umetno inteligenco pač prehaja na samo to? Ker vsi vemo, da povečalo se je, zdaj pa je kriva umetna inteligenca, ali smo krivi ljudje, ki pač imamo rajš nek luksus tega, da nam ni treba vsak dan v predavalnico, da ni treba si vzeti časa 4 ure, 5 ur na dan, pa sedeti nekje, kjer ti je mogoče, kdaj pa kdaj tudi dolg čas. Če lahko jaz sem vsakmu, ki me je vprašal glede študija na naši fakulteti, sem rekla, hod na predavanja. Imel boš pristno izkušnjo, tudi ko greš ta prvič na izpit, ne boš ta prvič se usedel v tisto klop. Drugačen občutek je. Tudi zaradi tega, ker ko sem jaz hodila čisto na začetku, nismo bili še toliko velika fakulteta. Meni je všeč, kako naša fakulteta in univerza raste in to je res kompliment, da se dela nekaj pravilno. Ne? In meni je, sem redno, usedi se v predavalnico, ja, razumem, mogoče se ti dan ne bo dal, razumem, ampak boš saj slišal. Boš imel občutek, boš naredil si svoj krog, boš imel študijski proces, pristno. Jaz sem opazila, ko je bil čas COVID, so mene sprašali, kako pa naj se z nekom povežem? Ja, drugega, kakor jim napišeš, ne moreš. In razumem, kako smo rekli, so študenta, kot nek pomočnik, kot izpraševalec, ampak ne, jaz sem vsakmu rekla, 5 predavalnic, profesori si hitro zapomnejo obraze. In to je bilo, jaz sem opazila, kako je bilo to bolj pristen odnos. Profesori naši so dostopni. Lahko se jih vpraša med predavanjem, po predavanju, so dostopni na mail, nekateri zelo odzivni, tako res wow. In jaz bi rekla, da meni se zdi, da pravzaprav preveč se naslanjamo na chat, lahko znamo, no? Saj po mojih občutku, kakor se mi kakšne generacijo rečejo in nekateri tudi velikokrat hrepenijo po človeškem stiku. Tega primanjkuje v tem obdobju, mislim v tem času, predvsem zato, ker mislim, da je celoten svet naravnan k temu, da se hiti
da čim več stvari narediš v najkrajšem možnem času. Torej, svet je naravnan na to in to mislim, da je tudi povezano s tem, da se način izobraževanja usmerja v digitalno obliko. Ne? Torej, ti hočeš narediti v najkrajšem možnem času čim več stvari, kar je tudi problem, ampak moraš dejansko pri sebi vedeti, kaj je zate dobro. Ne? Ta osebna presoja je zelo pomembna. Naprimer, po končani tej COVID krizi smo imeli tudi omogočen način na oddaljavo, predvsem tisti, ki nismo iz Ljubljane, torej iz Nove Gorice, ampak jaz sem se dejansko vozila, ker sem vedela, kaj je dobro zame, to, da grem v predavalnico, ker vem, da na predavanju bo ena stvar, ki me bo potem med učenjem spomnila na to zadevo, to na neko osnov. Ne glede, ali si ti slušni, vidni tip, pisni tip, lahko dejansko to udejstvovanje v živo izkoristiš, da naprimer, ne vem, ko je profesor to in to razlagal, se je, ne vem, nek zvok sprožil, pa ste ta zvok spominja na to zadevo. Te povezave za učenje so zelo ključne in dejansko v živo jih boš dobil, ker vedno bo nek šum, nek zvok, neka zadeva, ki te bo asociacija spomnila. In to je treba izkoristiti. Ker imamo čas in kot študentje in namen študentov, naše delo je, da študiramo in ga je treba maksimalno izkoristiti, ko prideš enkrat v službo, sicer študiraš, ampak imaš 1000 drugih stvari, pa še družino zdraven, pa se ne moreš toliko posvetiti zadevi. Če bi lahko samo še nekaj, meni je bilo vedno všeč, ko so nam profesori kakšne primere povedali. Ja. Tako si najlažje zapomnil. Ja. Definitivno. Pa kakšne anekdote, ki je še zanimiva. Kakšne zgodbice. Ja, tako je. To je bilo vedno dobro. In je tudi vedno popestril predavanja, ampak ja, meni je bilo to najboljše. Pomaga pa včasih, da v bistvu lahko za nazaj pogledaš mogoče nadaljavo. Ja, definitivno. Še slučajno ne moreš, ampak primarno pa. Mislim, da zaradi tega se je marsikdo tudi odločil za študij na naši fakulteti, zaradi te dostopnosti. Ene so zelo tisto, ne, dajmo tako pa tako, ene so, dajmo jim dostop, mogoče bo pa eno lažje, mogoče nekomu manjka samo še en predmet, pa so glih pred diplomo, naprimer. Tako je. En lahko zaradi tega dobi eno višjo stopnjo izobrazbe. To je tudi zelo zanimivo, pač kot argument, ne? Smo pa ljudje v različnih obdobjih, ki se odločimo za študij, to je pa treba vzeti v zakup. Definitivno. Če imaš ti družino in si zaposlen, težko boš hodil ob 4 na predavanje, če moraš iti po otroke v vrtec. Tako da hvala vam za to. Zelo zanimiv pogovor. Nažalost ga moramo zaključiti, upam, da ga bomo mogoče kaj drugič še nadaljevali. Torej, da nekako na hitro povzamemo, umetna inteligenca ampak ne kot bližnica, zgolj kot orodje. Mislim pa, da se vsi strinjamo, da nekako današnji študenti današnjega časa, njihovo vprašanje ni, ali bodo uporabili umetno inteligenco, ampak kako jo bodo uporabili. In pa da odgovornost za to, kako bomo študirali, še vedno nosimo sami. Zato pa odločimo se čim lepše, čim boljše in upajmo, da bodo naslednje generacije pravnikov takšne kot te, ki sedijo zraven mene. Hvala.